Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes gostim Duško Vake, ki je moderatorka družinskih postavitev. Duška, bila si dolgoletna učiteljica, potem si pa spoznala družinske postavitve. Kaj te je pri tem najbolj nagovorilo, da si potem sledila temu klicu in je moderiranje družinskih postavitev postalo tvoje poslanstvo? Moja osebna zgodba. In sicer jaz sem se čutila zelo neljubljenega, neželenega otroka in včasih sem si mislila, da najbolje, da me ne bi bilo. In skozi delo s postavitvami družine sem jaz sedaj danes lahko rečem najbolj bogat človek, najbolj ljubljen človek, na najbolj pravem mestu v življenju in vem, da imam starša, ki me imata zelo, zelo rada. In sem pomirjena s svojim življenjem in vem, da če je meni to uspelo, lahko po tej poti vodim tudi druge. Kaj lahko družinske postavitve naredijo za vas in kako najti stik s samim seboj skozi družinske postavitve? Prisluhnite najinemu pogovoru v oddaji Pristna ženska z Duško Vake. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da danes gostim izjemno žensko, Duško Vake, ki z ljubeznijo in zavedanjem raziskuje sebe, navdihuje druge in odpira prostore zdravljenja. Duška je bila dolgoletna učiteljica, preden se je podala na samostojno pot. Skozi slogan Spoznaj sebe, vzljubi življenje, svoje življenje že 13 let vodi postavitve družine, karmične postavitve, regresije, delavnice in spletne programe Koraki k moči, skozi katere se dotika vzorcev prednikov, karmičnih vplivov, notranjih blokad in stisk. Pri svojem delu Duška povezuje telesno izkušnjo, duhovno modrost, da posamezniki lahko presežejo stare omejitve, zacelijo rane, aktivirajo notranje vire in zaživijo s polno prisotnostjo ter notranjo svobodo. Je žena, mama 2 otrok in izjemna moderatorka postavitev družine, ki jo mnogi poznajo kot prostor globokih uvidov in notranjih premikov. Res sem vesela, da mi danes sedi naproti, zato, draga Duška, iskreno dobrodošla. Suzi, hvala za povabilo. Z veseljem. Duška, dolgo let si bila učiteljica. Kaj ti je delo z mladimi dalo za tvojo življenjsko pot? 20 let sem bila učiteljica v osnovni šoli. In učila sem najboljši predmet, to je slovenščina. Kaj mi je dalo delo z mladimi? Učila sem zelo rada. Zelo rada in že v osnovni šoli sem vedela, da bom učila, da bom učiteljica. Tako da to je bilo moje 20 let, moje zelo bogato življenje, polno, živo in zelo učeče obdobje mojega življenja. In ne morem reči, da en dan mi ni bilo težko iti v razred. Nikoli nisem imela občutka, da grem v službo, ampak da grem v razred. Zato, ker sem bila rada med otroki, rada sem bila med mladimi in sem v tem res uživala. Tako da sem dobila skozi teh 20 let zelo veliko daril od njih. Zelo veliko spoznanj. Eno od teh spoznanj, ki ga pa nesem s sabo in ga zelo želim deliti s starši in tudi z drugimi učitelji, je pa to, da otroku šola ni na prvem mestu. Nikakor ni ne more mu biti na prvem mestu. Kaj mu je na prvem mestu? Igra, stik s samim seboj. Na prvem mestu mu je mama, ali gre dobro mami, oče, ali gre dobro očetu, kako je med njima, ali so doma vsi zdravi, ali so doma vsi dobro, ali se v domačem okolju počuti varno. In ko je to zadovoljeno, je njegova pozornost usmerjena v šolo. Šele potem. Šele potem.
Oziroma, ko odrašča, pa pridejo predtem še vrstniki. Ali se med vrstniki našel dobro mesto, ali se tukaj dobro počutim. Ne? In ko se na domačem polju karkoli dogaja, takrat otrokova energija, otrok ni na voljo učenju. Ampak išče to energetsko izravnavo, verjetno, ne? Enostavno ni na voljo. Del njegove energije je nekje drugje. Ne more biti prisoten za učenje, ne more mu biti učenje pomembno. Včasih mu njegov lasten uspeh ni pomemben. In meni je bilo zato zelo dragoceno, ko sem se naučila, ravno skozi postavitve družine sem se tega naučila, ko sem se naučila, da ko imam pred seboj otroka, ki mu ni do učenja, ki je v odporu, ali pa otroka, ki ima izbruhe jeze, ali pa izbruhe žalosti. Ali nemiren, verjetno. Nemiren, zelo nemiren, ali pa je samo tam ždi nekje in čaka, da mine, ga vidiš, da pravzaprav ga niti ni prisotnega. Rečejo včasih učitelji, on samo spi pri pouku. Kje je? Kje je njegova energija? In ko jaz v tistem trenutku ne gledam samo otroka, ki ga imam pred seboj in se ne soočam samo z njim, ampak ko sem povezana s temi večjimi silami, ki delujejo skozi njega, ko zaznavam, kaj vse deluje nanj in ko se vprašam, kje si zdaj, če nisi tukaj? Če tukaj nisi dobro, kam gleda neka tvoja jeza? In ko jaz to kot učitelj vidim in s temi silami soglašam, to je prvo, da soglašam, da jih ne obsojam, da ničesar ne želim spreminjati, samo da vidim, se otrok umiri. Otrok se umiri, zato ker mu daš prostor, ne? Mu dam prostor in zmanjša se pritisk na njega. In ko se pritisk zmanjša, potem je malo več možnosti, da mi dva stopiva v kontakt in da je on vsaj malo bolj na voljo učenju in pa na voljo tudi učiteljevemu vodstvu. Kako si prišla sploh do postavitev družin? Tisto leto, ko je bila izdana Ogorevčeva karmična diagnostika, sem brala njegovo knjigo, mislim, da je bilo to leto 2000, če se ne motim, nekaj takega, 2000-2001. In sem prebrala v njegovi knjigi, da česar ne razčistimo mi z svojimi starši, predamo otrokom oziroma otrok bo se energijsko povezal z enim od naših staršev. In jaz sem takrat imela za mene katastrofalne odnose z mojimi starši. In potem sem si, pa še nisem bila tako lepo povezana z moževimi starši. In takrat sem si rekla, tega pa ne bom naredila s svojim otrokom. In to je bilo, ok, torej to in to in to še jaz rabim vse razčistiti, zaceliti v sebi, pomiriti v sebi, zato da bo moj otrok bolj svoboden in da bo najin odnos z otrokom bolj pretočen. In tako sem prišla do postavitev družine. Ker potem mi je sodelavka, ki je že hodila na postavitev družine, mi je povedala za njim in sem rekla, to je to. To je to. In ko sem prišla tja, sem tam ostala. Si tam ostala. Ja. Kaj je potem bil prelomni trenutek, da si se odločila, da boste samo temu posvetila, glede na to, da je znanje postavitve družine ti pri tvojem učiteljskem delu tako zelo dobro pomagalo in ti dalo recimo eno dodano vrednost k učiteljskemu poklicu? 7 let sem delala dvojno delo. Torej, jaz sem leta 2014 odprla svoje podjetje in začela delati postavitve na 10 let osebnega razvoja skozi postavitve. In enostavno so bila leta, moja leta tista, ko nisem več zmogla obojega. Nisem več mogla držati in učenja, poučevanja in dela z družinskimi sistemi, ker vedno starejša sem, potrebovala sem več časa za regeneracijo in vedela sem, da nekaj bo treba spustiti. In potem sem se vprašala, kaj je tisto, to rada tudi, da se, ko pridajo ljudje k meni, da pogledamo, če imajo kako podobno dilemo, kaj je tisto, kar je že dovršeno, kar je zaključeno. In kaj je tisto, kar še v življenju zdaj čaka, da se razvije skozi mene, da raste skozi mene, kaj je tisto, kar bolj kliče.
In to je potem bila v bistvu ta prekretnica, da si šla to je bila samostojno pot. z veliko, nisem lahko tega naredila. To je bilo moje naslednje vprašanje. Kako si se počutila, ko si zapuščala nekaj, kar je 2 desetletji gradilo tvojo pot, delo, za katerega si vedela že od malega, da je to tvoje poslanstvo, in na nek način je to znano, uspešna si bila in potem si se odločila za nekaj, kar je neznano, pa mogoče tudi nekoliko negotovo. Dvojno je bilo v meni. Na eni strani mi je bilo zelo težko iti. Zelo težko mi je bilo iti iz razreda. In ti povem, da 4 leta, torej celi cikl, to, kar je pri nas razredništvo od 6. do 9. razreda, si razrednik, cela 4 leta sem potrebovala, da sem prebolela to, da sem šla z razreda. To je ena stvar. Druga stvar pa, kako sem šla optimistično, brez kančka dvoma, brez trohnice strahu, z popolnim zaupanjem, da bo vse v redu. In se spomnim tisti zadnji dan, ko sem ko sem zapuščala osnovno šolo Kungota, sem se še fotografirala, tako roke dvignjene, jaz odhajam, svoboda, nova pot pred mano. Ampak ti povem, da hvala Bogu, da v tistem trenutku nisem vedela, kakšni 2 leti sta pred mano. Ker če bi vedela, kaj me bo čakalo prvi 2 leti te samostojne poti, popolnoma samostojne poti, potem ne vem, če bi imela toliko jajčnikov, da bi to naredila. Poguma, ne? Včasih je dobro, da kaj ne vemo naprej. Ja, res. Res. Ja, tako. Tako da, zdaj bova naredili en kratek odmor in se vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes klepetam z Duško Vake, ki je moderatorka družinskih postavitev. Duška, dajva najprej povedati, kaj pravzaprav so družinske postavitve. Ja, postavitev družine je tista, ki ti pomaga, da ko imaš ti nek izziv, nek problem, neko vprašanje, neko dilemo, nek dvom, si pred neko izbiro, odločitvijo, da vidiš, katere so tiste, kako tvoj družinski sistem vpliva na tebe zdaj v tej situaciji, v kateri si. Torej, katere so tiste sile tvojega družinskega sistema, ki predstavljajo neko oviro na tem tvojem področju, konkretno vezanem na tukaj in zdaj v življenju. Torej, katere so tiste neke notranje ovire. In pa predvsem so postavitve družine usmerjene ne v preteklost, kot mnogi mislijo, da gledajo, da brskamo po preteklosti, ampak so usmerjene v prihodnost. Torej, kaj je tisto, kar se lahko naredi, oziroma kaj je tista možna pot do rešitve. Odpirajo vrata, oziroma odpirajo pot do rešitve, pokažejo tisti prvi korak, ki ga imamo za narediti. Kam naprej, ne? Kako in kam naprej. Dejstvo je, da imamo vsi v sebi sliko svoje družine. Ampak kaj se zgodi s posameznikom, ki recimo na tak način prvič vidi svojo družinsko sliko? Predvsem se zgodijo energijski premiki znotraj družinskega polja. In te energijski premiki se zgodijo za posameznika in za celoten sistem. Torej, to je delo, ki vpliva na celoten rod. Nazaj in naprej. Predvsem naprej. Kaj je tisto ta glavno, kar bi jaz rekla? Če strnem v eno glavno točko je, da posameznik s pomočjo postavitev družine pride na svoje mesto v življenju. Na svoje mesto v družinskem sistemu. Zato, ker mi pogosto zapuščamo to svoje mesto v življenju kot otroci. Naprimer, ko začnemo skrbeti za starše, ko je eden od staršev boln, mu gre težko, ni v polni energiji in potem mi mu začnemo pomagati in mu preveč pomagamo. Zapustimo to mesto svojega otroka, ki se igra, kot si ti rekla na začetku. Ali pa postanemo, če se partnerja razhajata, če je eden od partnerjev odsoten
na kakršnokoli način, lahko otrok spet zapusti svoje mesto in postane Vzame tisto mesto, ne? ja, čustven partner svojemu enemu od svojih staršev. Ali pa, če gledamo širše družinski sistem, otrok zapusti svoje mesto oziroma ga posrkajo neke travme družinskega sistema, ga pokličejo mrtvi, nerojeni bratje in sestre in spet ni na svoje mesto. In s družinskimi postavitvami, torej s pomočjo postavitve družine, se posameznik vrača na svoje mesto. In ko je na svojem mestu, dobi svojo energijo nazaj. Torej prej je en del tebe, torej en del nas. Kot naši odrasli želimo ustvarjati svoje življenje, kreirati, ustvariti dobre odnose, uspevati v službi, biti zdravi, si prizadevamo, delamo vse, kar lahko tukaj in sedaj, pa del naše energije nekje v preteklosti. In s postavitvami družine dobimo to energijo nazaj. In spet lahko lažje živimo sebe, ustvarjamo svoje življenje in živimo to, za kar smo se pravzaprav rodili sem na zemljo, da živimo. Vem, da družinske postavitve res razkrijejo tudi zamočane besede, potlačena čustva, skrivnosti družinske, podedovane vzorce, prepričanja. In kako lahko potem posameznik, ki gre skozi tako družinsko postavitev, ne samo da vidi te vsebine, kako jih lahko tudi preseže, zato da se postavi na pravo mesto in spusti tisto, kar ni njegovo. To verjetno ni tako enostavno. To se dogaja tekom same postavitve. Same postavitve že, ne? Ja. To je proces, ki učinkuje v trenutku. Učinek je v trenutku in premik je v tistem trenutku. To je premik naše duše. In potem je pa vprašanje časa, kdaj bo pa se to uspelo zmanifestirati potem tudi v našem življenju. In da se te energije, kako naj rečem, downloadajo, zmaterializirajo, je potrebno pa biti v tem polju večkrat, ponavljati, zato da se neke stvari integrirajo v nas, postanejo, da mi začnemo vibrirati s tem, z temi energijami. Ja, družinske postavitve so res zelo močne. Jaz sem prisostvovala marsikateri družinski postavitvi, tudi nekaj manjših svojih sem imela in res so zelo preobrazbene. Ampak družinsko postavitev lahko uporabimo tudi na področju kariere, poslanstva, organizacije. Kakšen vpliv ima tam družinska postavitev? Torej jaz sama tudi delam organizacijske postavitve. Delam z samostojnimi podjetniki in pa z majhnimi podjetji več kot z velikimi podjetji. In posamezniki pridejo tja z različnimi vprašanji. Torej, kaj je zdaj moja naslednja izbira naprej, korak naprej? Ta smer ali ta smer? Torej, ta služba ali ta služba? Ali pa pridejo pogledati, kako bo moj produkt vplival na ostale produkte. Rabimo videti, ali so si med seboj v harmoniji, podpirajo ena drugo. Ljudje pridejo zato, da vidijo, koga izbrati na določeno delovno mesto. Katera je ustrezna oseba za ustrezno delovno mesto. Da vidijo, komu predati svoje podjetje naprej. Torej, toliko, koliko je vprašanj, toliko je odgovorov, ker tudi organizacija je sistem. Ja, ima svoj vrstni red. Ima svoj vrstni red in ima svoje zakone, ampak tukaj je dinamika drugačna kot v družini. In tudi ti si delala... Ja, ti si mi jo delala, ja. Ja, si delala ravno tako, bi rekli, karierno postavitev. In če se spomniš, kaj tvoj zaključek te postavitve je bil... Moje poslanstvo je sedelo v kotu in naveličano čakalo, kdaj se bom jaz premaknila. Ja, in kje si potem pristala v sami postavitvi? To se pa ne spomnim. Na odru. Na odru. Ja, na odru pred ljudmi, za ženskami. Ja, veliki odri. Vedela sem, da bo delo z ženskami. Ta del z odrom sem pa ne vem, zakaj ga nisem umestila. Čeprav sem vedno našla svoj prostor, svoje energije, prav na odru. Da je tam dovolj prostora, da lahko se moja energija varno izrazi. In ne vem, če se spomniš, ker to se mi pa zdi tako ena zelo lepa slika. A se spomniš, koga smo postavili za tebe kot tvoj vir, podporo, moč za to, da si moje prednice.
Moje prednice so bile. In predniki. In predniki. Kdo je pri tebi iz tujine? Oče. Oče, potem pa je bila očetova linija. Očetova linija je bila, In to je zelo, zelo pomembno. Ko ženska hoče stopiti v svet, ko ženska hoče stati na teh velikih odrih, ko eno je, napisala si 2 knjige, ne? In napisati, ustvariti, skreirati, ženska energija, skozi žensko energijo se rojeva. Dati v svet, upati dati v svet. Je pa moška. Moška in tu rabimo moške prednike. In ženske potrebujemo tako ženske prednike, kot moške prednike za seboj. Ja, res je. Glede na to, da jaz z očetovo družino nimam fizičnega stika, ker se pač ta stik se je v mojem otroštvu prekinil, dejansko ne veš, kdo so tvoji predniki, ampak družinska postavitev pokaže energetsko prisotnost tvoje linije in kako te lahko ukrepijo. Ja, tako. Zelo zanimivo. Še en kratek odmor bova zdaj naredila in sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljeni še v tretji del pogovora z Duško Vake, moderatorko družinskih postavitev. Duška, kaj te pri tvojem delu najbolj gane? Vedno znova me gane, kako velika, neizmerna je zdravilna moč družinskih sistemov. In to je tisto, kar ljudi krepi. Ko pridejo na postavitev družine, to nisem jaz. To je njihov družinski sistem. In v družinskem sistemu je tisto, kar vse že imamo mi, da lahko zacvetimo, da lahko zasijemo. Ko seveda k družinskemu sistemu pristopimo s spoštovanjem in ko sprejmemo, soglašamo z vsem tistim, kar je v našem družinskem sistemu, to pomeni v otroštvu in v naši družinski zgodovini, bilo lepega in grdega, lahkega, težkega, svetloba, tema. Ko z obojim soglašamo, ker vse je v tej reki življenja, ki teče skozi prednike, do nas in skozi nas naprej, vse je v tej reki življenja. In ko sprejmemo tisto, sploh tisto ta težko, takrat je, kot da bi se ta reka življenja očistila, začela čistiti in žuboret v nas in naraščati v nas in kipeti, da ustvarjamo, da cvetimo, da uspevamo in dobimo, kot da smo lahko priklopljeni na neizmeren vir življenjske energije in moči. In mi nikoli, res nikoli ne rabimo biti sami. Vedno imamo tukaj tiste, ki so se pred nami rodili in ki na nek način živijo naprej v naših celicah, v naši krvi. Vedno jih lahko pokličemo, da so z nami. Ker pri družinskih postavitvah ne gre za iskanje ne krivca, ne odgovornosti, ne da bi s prstom pokazal, to se je zgodilo, ampak da sprejmeš vsebino svoje družinske zgodbe in se z njo pomiriš. Ker ko se ti z njo pomiriš, lahko greš svobodno naprej. Dokler pa si ti ujet v teh blokadah, ni svobodnega pretoka. Kaj bi svetovala nekom, ki čuti neke družinske blokade, dinamike, ki ne delujejo dobro nanj? Kje začeti? Da se prijaviš na delavnico. Sama na delavnico? Ja, na delavnico, na individualno delo. In da sledi in gre k tistemu moderatorju, ki ga pokliče energetsko, ker tisti ima nekaj za njega. Samo pripravljen mora biti. Manj časa čakati in komplicirati. Samo iti. Ker kot odrasli je pomembno, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje. Mi nismo odgovorni za naše rane, ki so se nam zgodile, vse, kar je bilo v otroštvu, kaj se je zgodilo z nami, ampak odgovorni smo pa za to, da te rane zacelimo. In če ne bom jaz,
če ne bom jaz, Jih predaš naprej jih otrokom. predam naprej in Točno. te dediščine pa mislim, da ne želimo In predajati. tako gre ta jara kača blokad in vzorcev in potlačenih čustev naprej. Ja. Ne? Dokler se eden odloči pa reče, jaz bom to počistil. Vedno bo nekaj šlo naprej, ne mogoče je, da ne bi šlo. Ja. Ampak ali mi dodajamo na to snežno kepo in se vse vali, ali pa začnemo počasi jemati dol. Res je. Ne? Res je. In lahko teče več tiste podporne življenjske sile, ali pa teče en tak majhen curek potem naprej. O ja, poznam razliko med tem, ko teče curek ali pa ko se odpre reka Nil. Ja. Ne, glede na to, da so moji predniki iz Egipta. Ja, res, ja. Ne? Duška, glede na to, da delaš z družinskimi sistemi, z močnimi premiki, čustvi in držiš prostor, da se lahko to energetsko odslika, je pomembno, da tudi za sebe znaš poskrbeti, da ti znaš za sebe ustvariti svoj prostor, da se ti obnoviš, regeneriraš, prideš spet v svoj, bom rekla, ravnovesje. Kako poskrbi za njega? To ravnovesje se začne že v bistvu za mene kot moderatorko, postavitev družine pred vsako postavitvijo. To pomeni, da se jaz zavedam, da sem tam moderator. To pomeni, da jaz ničesar ne zdravim, ničesar ne rešujem, ničesar ne spreminjam, ampak da to opravlja družinsko polje vsakega posameznika. Vsa moč, ki jo on rabi, je tam. Jaz sem pa tista, ki zna poslušati družinsko polje in zna z rituali, obrednimi stavki, ki imajo zdravilno moč, potem pomagati sistemu, oziroma pomagati, ti sistemu ne moreš pomagati, da samo omogočiš sistemu, da pride v harmonijo nazaj. In to je prva stvar, da jaz vem, kje je tu moje mesto. Da se ne opletaš. In da ne grem nad sistem. Ja, da ne greš, da nisi več, ti si samo tam moderiraš, dovoliš, da prostor oziroma družinski sistem naredi svoje. Tako. To je prva stvar. Naslednja stvar, ki je, da potem pa potegnem energijo nazaj k sebi. Ker vseeno jaz imam antene odprte na vse strani in ko odhajam, rabim dobesedno, in tudi to učim, ko pridajo ljudje k meni na te spletne delavnice Koraki k moči, kjer smo dalj časa skupaj, tam jim predam več tehnik in orodij tudi, da stopim nazaj v sebe, potegnem energijo k sebi. Pustiš družinski sistem? Vse sisteme. Kjerkoli še ima energija, stopim. Če je treba, prečistim, veliko delam s to svetlobo in z naravo, tako da ne more se pa nič, veš, da bi rekla, da bi se neke negativne energije nalepile name. Ne more se. V smislu, če je kaj, kar začutim, da se je naleplo na mene, se je zato, ker je v mojem družinskem sistemu. In se je na tvoje gorne. In se je aktiviralo v meni in potem je moja naloga, da se jaz obrnem v svoj družinski sistem in tam še pogledam, kaj je pa spet tam začelo delovati. In imam spet možnost rasti in širjenja in dela. Omenila si, da ko si se začela srečevati z družinskimi postavitvami, tvoji odnosi z starši in moževimi starši niso bili tako, kot bi si želela. Kako si podelala te stvari, oziroma kako si uspela harmonizirati dva različna družinska sistema, v katerih si pa ti v obeh v bistvu vpletena? Najprej in glavno je, da sem uredila da urejam še zmeraj to svojo primarno družino. Zato, ker tam so moje korenine. In potem se to samodejno na vsa področja mojega življenja, na tvojega življenja, ko imaš ta svoj sistem urejen, ko imaš tam zaceljene neke svoje rane, ko tam sprejmeš stvari in si na svojem mestu, potem se ta energija začne pretakati v tvoje delo, v tvoje zdravje, v tvoje odnose, v celi tvoj rod skozi tebe. Tako smo povedali, eno je, če ti napajaš svoje življenje iz usihajočega potočka, ali pa ti svoje življenje napajaš skozi pretočno, čisto, mogočno reko. In ta blokada, ki prihaja iz naše primarne družine, ampak kakorkoli že, naša primarna družina so korenine, iz katere živimo. Ampak če pogledamo vanjo, tako kot praviš, z spoštovanjem,
z razumevanjem lahko mi te blokade res odstranimo. In ko jih Ja. ne odstranimo, ko te blokade premostimo, Ja, recimo, ko se soočimo Ja, z njimi, ja. naredimo karkoli je Ja, potrebno. ja. Ker včasih je treba kaj spustiti, odložiti, sprejeti, različne stvari Ja, so. ja. Ne? Ko to naredimo, Ja. takrat imamo šele dostop do virov moči. In to se premalo poudarja. Ja. To se premalo poudarja. Vedno govorimo o družinskih blokadah, o nekih energijah, v katere smo ujeti. Ja. Kaj pa moči? Kaj pa viri? Kaj pa tisto, kaj nas podpira? In tudi tega je zelo veliko. In lahko gledamo ali eno ali pa drugo. In zdaj pa je moje vprašanje, kam bom jaz zavestno usmerjala svoj pogled. Ali bom nenehno iskala, kje so tiste ovire, ali bom pa začela, kje so moji viri. Do virov in oboje rabim delati. Ja. Ja. Odstranjevati ovire oziroma sproščati blokade Ja. in črpati iz virov. Ja. Oboje je enako pomembno, da sem Ja. jaz v svoji moči. Ja. Kaj tebi pomeni živeti kot ženska v polni moči? Okay. Da živim zavestno življenje, da se zavedam, kdo sem, od kod prihajam, kje sem zdaj, predvsem pa kam grem. In da imam dovolj poguma, da kljub nekim dvomom, pa strahovom, pa negotovostim, primem moje življenje za roko oziroma dovolim, da me življenje prime za roko in dovolim, da me življenje pelje naprej. Ja. Ja. Ne? Kaj od tega bi želela, da tvoja otroka, hčera pa sin vzameta v svoje življenje naprej? Glede na to, da poznaš družinske sisteme. Ja, jaz bom rekla tako, da moja otroka, ona dva sta vzela največ za mene, kar sta lahko vzela naprej. To je to, da ko imata neki izziv, velik izziv, pred katerega prideta, rečeta, mama, prijavi me na postavitev družine. In to je prvič sta bila na postavitvi družine, ko sta bila stara 3 pa 5 let. In zdaj pa, kot stara sta 20, 18, zdaj pa to uporabljata, ne pogosto seveda, pa ko je potrebno tudi zase. In to je meni, jaz vem, da ona dva bosta imela vedno neko orodje, kjer bosta rekla, poglej, nekje obstaja rešitev, nekaj je, kar mi lahko pomaga. To je ena stvar. Druga stvar, bi pa želela za njo, da bi želela, upam, da morda nekoč bosta videla, tudi s tem, ko sem jaz naredila ta velik premik iz šolstva na samostojno pot, da je vredno, da se splača in da je možno slediti svojim sanjam, temu, kar je tvoj notranji klic, in da morda ta tvoj notranji klic postane enkrat tudi poklic. Poklic, ja. Zelo lepo si to povedala. Še dolgo bi mi lahko klepetale o tej vsebini, pa te prosim, da predaš našim gledalkam in gledalcem pred zasloni eno zaključno misel, sporočilo, vodilo, ki želiš, da se jih res globoko dotakne in odnesejo iz najinega pogovora. Zelo pomembno se mi zdi, da v življenju se zavedamo, da življenje, ne glede na to, pred kakšne izzive nas postavi, v katerih okoliščinah se znajdemo, življenje nikoli ne dela proti nam, vedno dela za nas, vedno dela za našo srečo, vedno dela za naš uspeh, za naš razvoj. In da se zavedamo, da je življenje tukaj, da nas vabi, da nas čaka, da bomo v njem zasijali, zažareli, zacveteli. Ja. Super si to povedala in da imamo v vsem tem, kar si povedala, vedno podporo našega družinskega sistema, tako po očetovi kot po mamini strani. Tako. In da jih lahko vedno pokličemo za podporo. Duška, jaz sem iskreno vesela, da si bila danes moja gostja, z nami podelila svoj svet, svoje življenje, svoje izkušnje, modrosti, kako pomembno je, da vidimo svoj družinski sistem, ga sprejmemo, spoštujemo, se z njim pomirimo in najdemo v njem svoje mesto, ki nas bo mogočno napajal. Ne? Hvala tebi še enkrat. Hvala tebi, Duška.
Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili z nami tudi tokrat in na vas klepet z Duško spomni, da pogumno pogledate v svojo družinsko postavitev in razrešite neizrečeno ter najdete svojo pravo mesto v njem. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.